Dober dan in en lep popotniško barven pozdrav od Jasne iz sončnega dela sveta nekje daleč v Salvadorju. In od Manje iz jesensko obarvane Slovenije. No, ta najin duet je danes v bistvu prvi v seriji popotniških podoživetij iz različnih koncev sveta. Naslov pa nosi O svoji svet s Triglavom. Torej, dobrodošli in hvala, Manja, da si danes z mano, čeprav fizično zelo daleč. Hvala tudi tebi in se zelo veselim, da nas popelješ v lepe kraje. Torej, vsi, ki radi potujete, vsi, ki bi radi potovali in tudi vsi, ki ste nekoč radi potovali, pa tudi tisti, ki se še odločate, ali so potovanja za vas, ter tisti, ki morda varčujete za prvo veliko popotovanje, naj vam na kratko povem, da sama spadam med zapečkarje, Jasna pa je moje popolno nasprotje. Prepotovala je preko 100 držav, zadnjih 10 plus let z otroki, prej pa sama s partnerjem in s prijatelji. Njena potepanja so vedno pripravljena in izpeljana v lastni režiji in ima nemalo zanimivih dogodkov, nasvetov in skritih receptov, kako si lahko popolnoma novo in neznano državo ogledaš varno, varčno in res doživeto. Všeč mi je, ker stopi tja, kamor ne stopi prav vsaka popotniška noga, tudi v najbolj odmaknjene in nepoznane kotičke tega sveta. Od danes naprej se bova z Jasno vsak drugi mesec podružili na eni destinaciji v seriji potepov O svoji svet s Triglavom. Upam, da vas navdušiva in da boste tako kot jaz nestrpno čakali na vsak naslednji izlet. Kam potujeva danes, Jasna, in zakaj prav na to nekoliko manj obljudeno destinacijo? Ja, najprej tudi jaz upam, da v kom prebudim to popotniško, morda spečo žilico, da koga navdušim, opogumim, da se odpravi spakirati kovček. Prav tako pa bom tudi vesela, če komu samo polepšam popoldne ali pa večer s tem najinim deljenjem popotniških nasvetov. No, danes ni bilo lahko, katero destinacijo bi izbrala, kam naj se odpravimo prvič, ampak odločila sem se, da vas danes popeljem na Sejšele. To destinacijo sem izbrala mogoče z 3-4 razlogov. Prvič, ker je bilo to eno najugodnejših potovanj v zelo oddaljene kraje. Drugič, ker imam zelo rada miks kombinacije aktivnega premikanja, potovanja torej, in pa vseeno malo pridiha počitka, počitnic, dopusta, torej poležavanja na enem mestu. Tretjič pa zato, ker so Sejšeli zelo unikatni, zelo edinstveni in neokrnjeni, ki jih množice turistov še vedno niso napadle. In to se mi zdi izredna posebnost, ki jo je vredno izkoristiti. Po drugi strani pa tudi morda zato, ker imam res rada toplo vreme, morje, naravo in pa aktivnosti in gibanje in Sejšeli ponujajo točno vse to. V meni si vsekakor prebudila zanimanje, torej greva na pot. Dobro sem si prebrala vse možne vire na temo Sejšelov, tako da imam kar konkretna vprašanja. In ja, lahko uporabiš kakšne zapiske, saj vem, da si je prav vsako plažo med verjetno tisočimi, ki si jih videla, težko zapomniti in navezala bi se kar na tole, kar si pravkar omenila. Zakaj natančneje gre pri Sejšelih po tvoje za duet, se pravi potovanja in dopust v enem, in katera destinacija ima morda podoben pridih, da bodo gledalci, ki so z nama, bolje razumeli tako kot prav tako jaz? Ja, zanimivo vprašanje. Recimo, če pogledava recimo Maldive. Maldivi so destinacija, ki vsekakor ne bi mogla reči, da so potovalne narave, ker ponavadi se ljudje odločijo za obisk enega otočka na Maldivih in tam ostanejo od prvega do zadnjega dne. Medtem ko recimo Sejšeli z svojo raznolikostjo teh 3 največjih otokov spadajo med destinacijo, kjer se splača premikati, kjer se splača vzeti ladjo in raziskati vse te med seboj zelo različne otoke. Potem recimo primer Zanzibar. Zanzibar je pravi miks ali pa vidim podobno Sejšeli, ker Zanzibar je dovolj velik, da ga lahko obkrožiš, da lahko potuješ. Mi smo recimo vsako drugo noč spali na drugem koncu Zanzibarja, na koncu pa smo nekaj dni ostali na eni plaži, na enem mestu, se pravi gre za tak podoben duet, kot ga vidim recimo pri Sejšelih. Pa recimo Mauricius se mi tudi ne zdi tipično potovalna destinacija, ampak bolj počitnice, ker je Mauricius toliko majhen, da ga v bistvu v enem dnevu obkrožiš z avtomobilom in si potem več ali manj na enem mestu in delaš kakšne kratke dnevne izlete. Tako da meni osebno Sejšeli se ne uvrščajo med tipično ležerne destinacije, seveda to lahko so, če se tako odločiš in si tako narediš,
ampak so še bolj primerni za kombinacijo premikov med otoki, torej potovanja v različne nastanitve. Hkrati pa tudi možnost, da nekaj dni potem ostaneš na enem mestu in uživaš na teh čudovitih, nepolnih rajskih plažah. Duet se mi zdi pa tudi zato, ker na obalnem delu, se pravi na plaži Sejšelov, najdeš izjemno luksuzne in žal tudi zelo drage nastanitve. Hkrati pa v notranjosti, kjer živijo domačini, vidiš precej bolj revno plat in veliko bolj ugodne nastanitve. Tako da ta kombinacija se mi zdi ravno prava, meni zelo ustreza. Mogoče še omenim Dominikana. Dominikana se mi zdi podoben duet, kot so Sejšeli. Namreč Dominikana je pa toliko velika, da rabiš precej dni, da jo prepotuješ in spet seveda lahko zaključiš z nekajdnevnim dopustom na eni lokaciji. Tako da zato sem omenila duet. Zanimivo, to bi bilo torej na prvi pogled tudi zame vsega pomalo. Na kratko, če povzameva, kako te je pot sploh zanesla na Sejšele, s kom, kdaj si šla, kako dolgo, v katerem letnem času si bila tam in dajva kar na začetku ovrednotiti recimo strošek enega takega potovanja. Ja, ta strošek marsikoga zanima, saj mislim, da imajo Sejšeli morda malo napačno predstavo, da so izključno in samo dragi. Torej, na Sejšele smo potovali kot družina, moj mož in pa najni 3 otroci ter naša Urša. V bistvu sem to potovanje načrtovala malo na skrivaj, kot presenečenje za mojega moža, ker moram priznati, da tista gonilna sila pri potovanjih sem v naši družini vseeno malo bolj jaz kot mož, čeprav rad potuje. On vseeno malo bolj zategne pas z finančnega pogleda, jaz pa mislim, da bi zapravila zadnji kovanček za potepanja. Torej, to destinacijo sem najprej zelo dobro preučila in imela sem srečo, nekje meseca junija, v začetku meseca junija sem našla zelo ugodne karte. Karte so bile pa za november, torej dobre 6 mesecev vnaprej kupljene. Leteli smo iz Ljubljane preko Istanbula v Viktorijo, to je glavno mesto na otoku Mahe, ki je tudi največji otok, z letalsko družbo Turkish Airways. Celotna pot je trajala 17 dni plus 4, kar bom kasneje omenila, upam, da ne pozabim. Karte sem torej kupila precej naprej, kar je tudi pogoj za čim bolj ugodne cene. Sam let do Istanbula traja dobre 2 uri in 20 minut, potem pa še dobrih 8 ur približno do Sejšelov. Glede na to, da zelo natančno vodim Excel vsakega potovanja, sem danes zjutraj pobrskala, da bom delila čim bolj natančne informacije in to naše potovanje nas je stalo skoraj natančno, par evrov manj kot 5000 evrov. Naj poudarim, da je to cena za 3 odrasle in 3 otroke pred korono. Sem na hitro danes zjutraj pogledala cene primerljivih nastanitev in pa ladij, rentakarja ter letalskih kart in ocenjujem, da bi takšno potovanje danes v zelo podobnem setupu speljala za približno 25 do 30% več. Cene so vseeno, kot vemo, malo porasle, predvsem letalske družbe. Mogoče bi še omenila, da je najboljši čas obiska Sejšelov absolutno aprila, maja in pa oktobra, novembra. Sicer je tam poletje vso leto, idealnih 25 do 30 stopinj in vedno zelo visoka vlažnost, nekje okrog 80%, ampak ti 4 meseci v letu so idealni zato, ker je takrat najmanj vetra. Tako da to so mogoče te ključne stvari in mislim, da se napačno dojema Sejšele zgolj kot tisto rajsko plažo pa destinacijo za sanjsko poroko, kot vidimo to v katalogih, ker obstaja tudi scenarij in način, da Sejšele doživiš precej ugodno glede na oddaljenost in pa predvsem lepote, ki se tam skrivajo. In predvsem morda tudi na drugačen način, kot si sama omenila. Morda samo na kratko. Seveda se da to zgodovino pa marsikaj o Sejšelih tudi kje prebrati, ampak če samo na kratko nam opišeš, kje točno so Sejšeli in pa kaj so po tvojem mnenju tiste najbolj izpostavljene stvari, ki bi jih bilo vredno si ogledati, neke atrakcije, neke posebnosti recimo? Ja, se pravi, gre res za ene take sanjske otoke, bom povedala zakaj, ki jih je preko 100
okrog 130 natančno. Ležijo v Indijskem oceanu, to je cirka, če si predstavljate, 1500 km desno od Kenije, nad Madagaskarjem. Potem otoki so poseljeni samo v manjšem delu, okrog 33 otokov je poseljenih, vsi ostali so prazni oziroma jih naseljuje bujno rastje in pa živali. Niso pa to samo lepe bele plaže, kot si jih predstavljamo, ampak mnogo več. Ampak omenila bi 3 največje otoke, ki jih nekako popotnik najpogosteje obišče in jih absolutno svetujem, da se jih pogleda vse. Torej, glavni otok, kamor pristaneš, je otok Mahe. Glavno mesto je tam Viktorija in to je hkrati tudi najmanjša svetovna prestolnica. Sosednji otok je otok Preslin, ki je zelo znan po parku Vale de Mai, in pa še en manjši otok, ki se mu reče Ladik. Ogromno je francoskih imen, tako da ne vem, če jih čisto pravilno naglašujem, ampak Ladik je pa priljubljen otok po mogoče najbolj idiličnih plažah, predvsem pa po tem, da tam ne vozijo avtomobili in se v bistvu premikaš s kolesi. Potem bi omenila tudi, da, zelo zanimivo. Moramo omeniti tudi, da so Sejšeli birokratsko enostavno dosegljivi, ker večina narodov in tudi Slovenci ne potrebujemo vize, potrebuješ samo veljaven potni list, vsaj še 6 mesecev po vrnitvi iz destinacije in pa dokazilo o vplačani namestitvi, vsaj za prve dni. Tako da to se mi zdi kar enostaven postopek. Potem Sejšeli so neokrnjeni tudi v smislu, da jih množični turizem še ni pojedel, še ni dosegel in pa, da imajo neverjetno, in to ve malo ljudi, neverjetno razdelane, fantastične in ne znamo opisati, kako čudovite trekking poti. Namreč povsod ti ponujajo brezplačne zemljevide teh trekking poti, ki so barvno označene, zelo vidno in pojasnjeno, koliko časa in kakšna stopnja zahtevnosti ter po kakšnem terenu določena trekking pot poteka. Ti trekkingi so dolgi od 30-35 minut pa tudi do 8 ur in res najdeš zahtevnost, ki je prilagojena v bistvu lahko vsakemu, tudi otrokom. In vsaka ta pot, ta trekking vodi po popolnoma drugačnem terenu. Recimo, ponekod prečkaš slapove, greš pod slapovi, drugje greš čez popolnoma gole skale, spet drugje greš čez bujno zaraščeno tropsko džunglo in na vrhu prideš do razgledov, ki so pač nepopisni. Mogoče bodo te fotografije bolj pokazale, kaj želim v bistvu prikazati in deliti z vami. Potem odlično se mi zdi, da zaradi teh možnosti enostavnih premikov med otoki res doživiš raznolikost Sejšelov, ker so otoki res drugačni med seboj. Ladje namreč vozijo večkrat na dan. Mi smo si kupili karte za ladjo že prej, že preden smo odšli iz Slovenije. Enostavno narediš rezervacijo online. Ene 3-4 prevozniki ladijski ponujajo v bistvu prevoze, ampak glede na to, da to ni taka masa turistov, se da seveda karte kupiti tudi na pomolu tik pred zdajci, dan ali pa večer prej. Potem se pa res naužiješ morda bolj kot teh klasičnih ogledov, ki sicer v glavnem mestu jih je nekaj. V glavnem mestu Viktorija recimo imaš čudovit muzej, pa imaš botanični vrt, pa tisto urni stolp, pa nekdanjo guvernerjevo palačo, ki je danes predsedniška rezidenca, potem naravoslovni muzej, pa zgodovinski muzej, pa krasno lokalno tržnico in tako naprej, ampak mnogo več kot teh klasičnih, galerij in muzejev vidiš in doživiš seveda narave. Ne? Tako da ljubitelji narave tukaj res pridemo na svoj račun. Potem premikanje absolutno z rentakarjem. Na glavnem otoku je javni prevoz počasen, slab, ni nekih rednih urnikov in so pretlago in tako naprej bi to bilo nemožno. Potem so pa tudi ceste izjemno hribovite. Mogli smo se včasih ustaviti, ker je bilo otrokom slabo. In pa tu bi opozorila vse morebitne voznike. Ne pozabite na mednarodno vozniško izkaznico, ki jo narediš na AMZS-ju v Sloveniji za nekaj evrov. In pa ceste zaradi tega, ko pade dež, pade dež.
pade dež, to ni malo dežja, to je dež. In ker so hribi, so seveda vse ceste narejene tako, da imajo levo in desno ob cesti velik jarek. Jaz mislim, da je globok 40-50 cm, precej širok, da v bistvu ta količina masa dežja odteka, ko dežuje. In vozijo vigi-vagi in te hitro zrinajo iz ceste in ni bilo malo avtomobilov, ki so pristali v teh jarkih, tako da previdnost ni odveč, to bi vseeno opozorila. Potem pa še mogoče čist praktičen nasvet, otok Mahe ni velik, ampak ker ima toliko krasnih stvari za pogledati in na vsakem vogalu čudovito plažo, do katere se moreš prebiti, sem jaz ta otok enostavno prerezala po dolgem in počez, da sem dobila 4 enake kose in potem sem splanirala, kaj si ogledamo prvi dan na severu-vzhodu, na severu-zahodu, jugo-vzhodu in zahodu, se pravi, razdelila sem ga na 4 kose in en dan smo šli na eno od teh kosov, drugi dan na drugega in tako naprej. Potem smo pa 2-3 dni počivali, res lenarli in to je ta duet kombinacije, se pravi aktivnih počitnic. Z premiki je pa res, da na koncu so otroci se toliko zaljubili v te naše trekkinge, ker so bili res polni živali, polni ptičev, polni zvokov, polni nekih nenavadnih in barvitih rastlin, da smo na koncu potem trekkinga naredili tudi tiste dni, ko bi naj počivali. In pri trekkingih otroci niso ovira, to niso trekkingi, kjer so prepadi kot na Triglavu in lahko zdrsneš, seveda previdnost ni odveč, sploh če kaj dežuje, je ta blatna cesta oziroma pot lahko zelo spolzka, ampak poti niso nevarne, da bi otrok kar padel v nek prepad. Mogoče en trekking je bil zahtevnejši, da so bili mogoče na par metrih klini, ampak zgolj kot opora, da lažje prideš gor, da se ne mučiš, ne pa da bi padel v nek prepad. Vsekakor pa svetujem, da starši za otroke vzamete nosilke, kakršnekoli, ker se res odlično obnesejo. Tam do 4. leta se otroci vseeno utrudijo in jih potem na ramenih nimaš ravnotežja, vigi-vagi, vrat te boli. Nosilki pa je vseeno tako dobro razporejena teža otroka in jih absolutno svetujem. Potem bi še dodala mogoče drugi otok, torej ta Preslin, ki sem omenila, da ima ta nacionalni park Vale de Mai, ki je tudi pod UNESCO-vo dediščino. To gre pa za v bistvu wow, unikatno stvar, ki nikjer drugje ne obstaja. Gre za tropski gozd s palmami Coco de Mer in te palme so edinstvene in rastejo samo tukaj. Namreč posebne so pa zato, ker njihovo seme je največje seme na svetu in tehta tudi do 40 kg. Se pravi, ne moreš skoraj dvigniti, tako veliko seme v bistvu imajo te palme. In pa Preslin je zagotovo ena od najlepših destinacij celega sveta v smislu plaž, snorklanja in potapljanja. Naj povem, da sem by the way potapljačica in sigurno se otok Preslin oziroma Sešeli kot takšni uvrščajo med moje 3 top potope v celem življenju, kajti koralni greben je neverjetno živalsko bogat. Tu so me res obkrožali morski psi iz vseh vogalov, mante, hobotnice, najbolj različne pisane ribice in želve. Tako da to je res en tak highlight. Pa omenila bi plažo, čakaj, da se spomnim, plažo Anze-Lase in pa Anze-Džordžet. To so tudi svetovno najbolj visoko uvrščene plaže po lestvici National Geographica. Prednost je, da te plaže niso Hrvaška, Turčija ali pa Španija, kjer nimaš kam odložiti brisače, ampak so resnično precej prazne. Zgolj kot pripelje kaka ladica turistov, je nekaj trenutkov gneča, ampak mi smo ujeli trenutke, ko smo bili sami. In biti na najlepši plaži sveta, dobesedno sam, takšnih destinacij na svetu lahko prešteješ na eno roko in to je posebnost. Tako da to, potem pa še ta tretji otok, ki sem ga omenjala, Ladik, je poseben, ker nima avtomobilov, zgolj nekaj taksijev najdeš, drugače pa tukaj tempo, kot da bi bil nekje v Karibih, kot da bi bil na umirjeni, ne vem, karibskem otočku, zelo počasen, unikaten. Tukaj pridejo tudi surferji na svoj račun, recimo, ker je primerni valovi za surfanje. In pa jaz mislim, da ta pozen človeški vpliv in obračanje k naravovarstvu pač
dajejo pogoje in pričajo o tem, da so ti otoki biotsko eni najbogatejših na res celem svetu. Tukaj recimo živi kopenska največja želva na svetu in število teh želv presega populacijo ljudi na Sejšelih. Potem najdeš najmanjšo žabico na svetu, ki meri manj kot centimeter. Potem vidiš pridelavo vanilije, pa plantažo kopre, pa pridelavo ruma, pa čajne plantaže, pa ogromno teh stvari je za početi, za videti, za poslušati te domače vodiče, ki te skozi te plantaže popeljajo, razložijo, res si širiš obzorje, kaj vse zveš iz prve roke, vse lahko potipaš, probaš. Pa še všeč mi je, da na koncu niso več tisto tipično vsiljivi z prodajo, da ne letajo za tabo, tako na Tajskem in skoraj mečejo pomaranče za tabo, če nisi nekaj kupil, ampak so popolnoma nenasilni, enostavno kupiš, kar želiš, če želiš in te stvari so sila poceni. Naj pa še enkrat opozorim, Sejšeli so raj, biser in unikat neokrnjenosti za vse ljubitelji narave, otroci bojo uživali, ni pa tam Disneylanda, šopinga, otroških igralnic, galerij, kipov, kinodvoran, torej, če iščeš to, potem Sejšeli tega nimajo. Pa sporazumevanje je ful enostavno v angleščini in francoščini. Valuta je sejšelska rupija, sprejemajo, koliko se spomnim, vse kreditne kartice. Vseeno je fajn imeti nekaj gotovine, menjaš na letališču, ko prideš tja, zato ker vseeno marsikdaj je izpad elektrike in potem postterminal ne dela in imaš pač problem s plačili. In pa na manjših otokih ne moremo govoriti o kakšni resni bolnici, zato priporočam nekaj osnovnih zdravil s seboj, posvet z mogoče pediatri ali pa zdravnikom, da ti tiste najbolj nujne stvari predpiše in da imaš možnost domačega zdravnika poklicati, da ti svetuje, kaj narediti, če je neka urgenca in pač ne moreš do bolnice. Pa seveda poskrbeti za dobro odpornost prej doma, krepiti odpornost, umivati roke na poti, pa zagotovo poskrbeti za turistično zavarovanje, ker pač stroški v tujini vsega, kar se tiče zdravnikov in zdravil, so pač noro visoki. Pa premišljeno izbirati lokalno hrano, ne vtakniti v usta ravno vse, kar se ti zdi eksotično, ker če ni oprano, če se ne da olupiti, ne veš, s kako vodo so to umivali, tako da, evo, toliko mogoče informacij, ki se mi ne zdijo čisto tipične, da jih lahko mogoče prebereš. Ok, zdaj si opisala res sanjsko destinacijo, zdaj nam pa zaupaj še, kako tako destinacijo obiščeš s čim nižjimi stroški. Kje tiči ta skrivnost? Ja, jaz mislim, da ni čist skrivnost, mogoče malo sreče, mogoče malo kilometrine, predvsem pa čist preproste kmečke pameti in logičnega pristopa. Skratka, ko sem brala o Sejšelih različne bloge in kar se pač da pogooglati, pa Lonely Planet in tak naprej, sem pač ugotovila, da sonček vstaja tam bolj hitro in gre tudi spat bolj hitro, kar pomeni, da okrog 6 je že skoraj čista tema. Glede na to, da smo mi vedno aktivni, da so otroci majhni, da vem, da bomo aktivno trekali, se kopali, da je vroče, da je visoka vlažnost, mi je pač bilo jasno, da zvečer po 6 uri nam te čudovite, krasne, bele plaže in tiste, veš, romantične lučke v pesku, kjer ti postrežejo kaviar, ne bodo prišle prav do izraza, ker bodo naši otroci popadali dol in njih kje pustiti, da bomo mi bluzli po teh čudovitih rezortih. In tudi iskreno nisem tip, ki uživam v večernem lišpanju na dopustu, v nošenju petk in v tisti masi nekih neznanih turistov, kjer čakam, da mi postrežejo hrano. Veliko bolj všeč mi je, da smo lahko sproščeni v natikačih, v nekem svojem ritmu, rajše poklepetam s kakimi domačini, če imam možnost do njih priti, kot pa v nekem luksuznem rezortu. Hkrati pa čisto iskreno rajše potujemo večkrat na leto, pa bolj poceni, kot pa da porabimo 15+ evrov za eno samo destinacijo in zagotovo bi z obiskom rezortov in teh dragih 5-zvezdičnih nastanitev na plažah presegli ta budžet sigurno preko 15 ali celo 20 000 evrov. Takšne velike razlike so namreč v cenah nastanitev. Torej, omenila sem, da je največji otok, kjer smo bili največ časa, izjemno hribovit, na sredini je cirka 1000 metrov.
In logično mi je bilo, da čim bolj stran bo šel od teh čarobnih plaž, bolj poceni nastanitev boš lahko našel. In dobesedno na sredini otoka, na vrhu, kot da bi potegnila eno špagico čez sredino otoka, točno tam na vrhu je bila nastanitev najcenejša. Namreč pogooglala sem v nekem blogu nekega Francoza, sem naletela na eno ime ene hiše, vile z bazenom, ki je dobesedno na sredini otoka. Razkošna vila z sicer zelo oddaljenim pogledom na morje, ampak čarobnim, torej zelo daleč si videl vdaljavo morje. Hiša velika, lepa, 3 spalnice, 2 kopalnici, ogromna kuhinja, pa še, veš, taka potka v gozd, kjer je bila pa taka terasica s strehico za recimo še eno lokacijo večerja zajtrka. In mi smo to dobili za takrat slabih 90 € na noč za 6 ljudi. Potem sem pa tudi prebrala, da so te najlepše plaže, veš, do tja te ne pripelje avtocesta, parkiraš 2 koraka, odložiš brisačko in skočiš vodo. Ne, še enkrat, Sejšeli niso turistično razviti, ceste so makadamske, slabe, ti se voziš dobesedno 20 na uro, potem pa moraš 15, 20, 30, pozor, tudi 50 minut hoditi do te čudovite plaže. In saj veš, sama si mama, potem smo tudi že kdaj klepetali, ko taki mali otroci prelezejo do ene take plaže, potem ko si se že pol ure vozil z avtom, so itak že lačni, kar pomeni, da se lahko samo obrnem, plaži pomaham in se vrnem v moj čudovit resort in nimam od te plaže dobesedno nič. Tako da plačevati hrano v resortu, all inclusive, potem pa vseeno biti primoran hrano kupovati, se mi je zdelo popoln nesmisel. Tako da, hvala Bogu, moj mož zelo rad kuha, kljub temu, če cel dan vozi zvečer brez gundranya, naredi večerjo in tudi pripravi hrano za naslednji dan. Tako da sva par dni prej doma sedla, naredila jedilnik za dobesedno vse dni. Vedela sem, da nekaj teh preprostih stvari, ki jih imamo radi in ne bo pomislekov, ali so ti okusi otrokom všeč ali ne, smo vzeli sabo. Polenta, griz, čokolešnik, nekaj kosmiček, ki jih imamo radi, čaj in tak naprej sem spakirala sabo, to so male embalažice, ki zdržijo več dni, puding. Potem sem pa vzela 3 te mehke, zložljive termo oziroma kaj so hladilne torbe in nekaj plastičnih posodic. In prvi dan, ko smo pristali, vzeli rentakar, smo se zagnali v tem Victoria, v glavnem mestu, v bistvu edino veliko trgovino, shopping center, ne shopping center, kaj je to, neki vele blagovnica, kjer smo nakupili hrano za vse dni in še nekaj teh plastičnih posod, pribora, vrečkic, ledu. In tako smo mi dobesedno, razen, mislim, da 2-krat, ko nas je bolj firbec mantral, smo vse ostale obroke imeli vedno s sabo. Narediš zjutraj sendvič, doma se fajn naješ, sadje kupuješ sproti na teh lokalnih stojnicah, vodo dobiš povsod, vse ostalo smo pa imeli s seboj. Tako da jaz mislim, da je skrivnost tega poceni potovanja hitro kupljene karte, se pravi 500 nekaj evrov, 534, 535 za odraslega, nekaj manj, nekaj pod 500 za otroke. 400 € je stal rentakar, 420 € piše v Excelu, da smo dali za hrano in nam je dobrega Jurja 200 ostalo za bencin, ladje, mini nakupe, vstopnine, ki so izjemno poceni, vse ti ogledi, ki sem jih prej naštevala, vanilija, pa čaj, pa te plantaže, pa gor pa dol so drobiž. In tako smo mi prišli v bistvu za 5000 € skozi 6 ljudi za v bistvu več kot 2 tedna potovanja. Ne. Tako da to je v bistvu preprosta skrivnost. Naj pa še omenim, če bi koga zanimalo, še vedno sem danes zjutraj našla in pogooglala to našo vilo. Velika prednost te vile je, da 20 metrov stran stoji še ena hiša, v kateri pa živi domačin za svojo ženo, se pravi lastnik te hiše, v eni živi, eno oddaja in to je velika prednost na potovanju. Če se ti karkoli zgodi, če zboliš, če si v dvomih, če rabiš kak nasvet, predvsem pa, da zveš neke lokalne skrivnosti tega otoka, teh domačinov, zgodovine, kaj jest, kaj ne jest, mogoče jih nahecaš, da ti kaj skuhajo, pa jim plačaš in tak naprej,
je velika, velika prednost. In ta vila se imenuje Kasarina Hill Vila, ampak črkuje se Casuarina Hill Vila na otoku Mahe na Sešelih in še vedno se oddaja. Lastnikov je ime Patrick in je izjemno prijazen, govori angleško in mogoče en tak nasvet. Evo, toliko o moji skrivnosti. Ni posebna skrivnost, je samo preprosti kmečki pristop k logičnemu razmišljanju. Seveda, če imaš denar, če ti je to všeč, če greš na poročno potovanje, če potuješ v paru, če gre to za neko romantično potovanje, boš si privoščil 2, 3, 4 dni v tistih luksuznih rezortih. Ampak se pravim, otrokom to ne pomeni, nama tudi ne toliko in to je pogoj, da znižaš stroške za dobesedno 50 in več %. Kaj pa je bil, recimo, kaj bi omenila kot highlight tega potovanja? Highlightov je pri Sešelih kar nekaj, ampak recimo zagotovo trekkingi. Ti trekkingi so, kot če pogledaš te slike, pač neverjetni. Mogoče najboljši trekking je bil tisti z lokalnim vodičem, ki je trajal 6 ur. In te popelje v bistvu do ene najbolj skritih plaž celih Sešelov, Anze Maron se reče ta plaža. Potem potapljanje, podvodni svet je pač neverjeten. Potem čudovito doživetje je ta vožnja s kolesi po otoku Ladik. Kolesa so taka, veš, posebna, barvita, z velikimi zvonci in zadaj ali pa spredaj, no, odvisno od kolesa, so ogromne košare, kamor smo mi namestili 1 ali pa 2 brisači, da otroke ni rezalo vritko tale ograja pač od košare. Košare so dovolj velike, da so se otroci dobesedno na pol zleknili in to je varno, pozabi na čelade, ker jih ne dobiš, ampak mi ne govorimo o hitrih asfaltiranih cestah, kjer boš ti šibal s kolesi 30 na uro, ampak se premikaš kot polž, ker so makadamske ceste z zemljo in tako naprej, tako da ni nevarnosti, da bo ravno prišlo do prometne nesreče pri kolesu. In to je bilo ful doživetje. Smo se smejali, namontirali smo si telefon gor, nažgali muziko, mislim, noro čudovito doživetje. Potem obisk sirotišnice. Imamo namreč eno navado v družini, da skozi leto zbiram obleke, ki so za stran, ki so ali premajhne, malo popackane, kakorkoli ne več uporabne za nas. Igrače, barvice, čevlje in tako naprej. In potem, ko grem v kraje, ki so bolj revni, vedno nesemo to seboj. In tudi tukaj smo obiskali sirotišnico, obiskali smo te revne otročke in podarili 3 velike vreče teh dobrin in res to je posebno darilo, ki se ti vrne ob sreči teh revnih otrok. Potem vsekakor je highlight doživetje teh največjih želv, ki smo jih božali, hranili. Te želve so ogromne, res ogromne, pa potem tudi mogoče ta gost mangrov, kjer je neverjetno veliko ptičev. Snorklanje je posebno doživetje, ker v bistvu zaplavaš samo nekaj metrov od obale in si že v bistvu takem akvariju, kot ga nisi še doživel. Pa lahko si sposodiš plastične prozorne kanuje in veslaš po tej mirni, kristalni, turkizni vodi in v bistvu vidiš celo to dno, res kot da bi bil v akvariju. Pa zanimivo je tudi, da je mivka na teh otokih, sploh na Preslin otoku, snežno bela, kot moka. Kar je posebnost, ne? Tak beline mivke vidiš redko, ki je Zanzibar ima kotičke, ampak tukaj so res posebnost, da je mivka snežno bela. In pa posebnost highlight je bila tudi obisk šole pa vrtca, pa ti klepeti z domačini, ampak težko je našteti highlightov, ker celi Sešeli so en velik highlight, bi rekla. Tega je torej res kar veliko. Kaj pa sama varnost, recimo? Vseeno nisi doma, bolnica ni tako blizu, drugačna klima, drugačno okolje, napor, vročina, drugačna hrana, mogoče tudi nevedno pitna voda, kakšne žuželke recimo, ali pa živali, ki so lahko tudi strupene. Kako vam uspe ohranjati to, da ostanete zdravi, saj imate veliko otrok, ker velikokrat potujete z vami tudi moževa otroka, torej potujete v bistvu s 5 otroki. Kako to zagotavljate recimo?
Ja, kljub temu, da ti veš, da sem kar drzna pa malo nora, nisva pa neodgovorna pa zaletava, varnost je vseeno na prvem mestu, čeprav mogoče kdaj ne zgleda, glede na to, kam vse gremo, ampak res je, da v neznanem okolju, v drugačnih pogojih, klime, se pravi teh vseh živali, žuželk, hrane, čistoče in pa tudi napora, vseeno je telo bolj utrujeno pri menjavi časovnega pasa, pri drugi klimi, visoki vlažnosti, samo potovanje z avtom, z letalom in tako naprej je napor. In veš, tako on je rekel, več ko delaš, bolj grešiš, več ko potuješ, več je možnosti, da se kaj zgodi. Voziš po drugi strani ceste, by the way, tu se vozi po levi. Vse skupaj ti je novo, promet ima drugo dinamiko, valjda do bolezni, nesreče, poškodbe, po mojem lahko pride prej kot doma. Tako da preprost recept za vsa potovanja, tudi če je to v bližnje države Slovenije, bi rekla, da je neka zdrava pamet, previdnost pa premišljenost. Ne smete zaslepiti tisto navdušenje. A veš, vidiš čudovito plažo, mama, ata, letita not, zaplavata, medtem pa otroka že odnese tok. Tokovi so različni, lahko so meduze, lahko so morski psi, lahko so valovi. Mislim, predvsem tokovi v teh morjih so takšni, da te odpeljajo. In ves čas neka razumska, zdrava pamet pa opazovanje predvsem drugih, kaj počnejo. Ne početi nekaj, kar ne počne nihče. Opazuj, kaj se dogaja okrog tebe, bi rekla. Prebrati si prej, kaj so posebnosti. A se je treba cepiti. Če država zahteva cepljenje, se temu enostavno ne izogibaj, ker je to z razlogom. Prebrati, ali je sezona komarjev, ali je malarija, se pravi, kaj so posebnosti destinacije in časa, kadar tja potuješ. Predvsem pa bi rekla, dajmo izkoristiti, kar nam sodoben razvit svet ponuja, orodja in mehanizmi, ki so nam na voljo. Recimo turistično zdravstveno zavarovanje, če ga nimaš in potuješ, se meni to zdi pač neumnost prve vrste. Zakaj? Samo eno vneto uho, ki smo ga imeli na zadnjem potovanju, je dvakrat preseglo strošek letnega zavarovanja za tujino, za našo celo družino, za ves svet, za celo leto. Se pravi, obisk zdravnika, en laboratorij, da ti vzamejo kri in antibiotik pa protibolečinska zdravila, si na računu 400-500 evrov. Ti stroški so seveda mnogo višji, če gre za ponovitve laboratorija, če gre za kaj bolj kompliciranega. Veš, da če zboli en, pa skupaj potuješ v avtu, da hitro zboli še drugi in potem imaš 2 ali pa 3 bolnike na poti in ti stroški se podvojijo, potrojijo in si na jurja 2-3 v sekundi 20. Če pa pride do preprostega zvina roke, kakega pika, ki ga morajo spremljati, zastrupitve, da moraš biti noč, 2-3 pač na preprosti infuziji, kar ni big deal, ampak seveda ti stroški grejo v nekaj tisoče evrov. In recimo naše zavarovanje, ki ga imamo pri Triglavu za namen potovanj, za celo družino, pa kot si omenila, nas ni malo, nismo klasični po številu članov, za ves svet, za celo leto stane nekaj čez 300 evrov, plus da ne rabim misliti vedno znova, joj, jutri gremo, a imam zavarovanje, hitro moram skleniti, ampak veš, da imaš to za 1 leto narejeno, potem te opomnik opomni in samo podaljšaš oziroma obnoviš paket. Pa fajn je tudi imeti poškodbeno, ker če se recimo pa zgodi zlom, bolnišnični dan, tak naprej, ti prvo zavarovanje krije oskrbo, se pravi obisk zdravnika, ne vem, mavec, zdravila, rentgen ali pa morebiten prevoz domov in tak naprej, ali pa odvetnike, če jih rabiš, ker je bila prometna nesreča ali karkoli, medtem ko ti to drugo zavarovanje, veš to, ko imamo tudi otroci v šolah, vrtcih, ti pa krije, če pride do poškodbe, odškodnina, tista odškodnina za dan, ko si v bolnišnici, nosiš mavec in tak naprej, tako da to sta 2 različne stvari. Kar bi še mogoče dodala, pa je nekaj, kar ljudje radi pozabijo. Na potovanjih je lušno pa fajn, pa mamice spijemo kozarček, 2 ali 5, očki spijo kako pivo in potem pozabiš gledati na uro, pozabiš, da noč pade hitreje kot mogoče doma in 1, 2, 3 in ta sončen zahod je tako romantičen in potem pozabiš, da boš moral voziti v temi.
Noč pa ima svojo moč. Privabi, sploh recimo Afrika, Avstralija, bog kvari, ne voziti po noči, niti rentakar ne krije nesreče po noči, v Afriki absolutno ne. Trg z živalmi ponavadi ni krit, zato ker ti po mraku ne dovolijo voziti. Recimo Namibija, Botswana, če ti po noči imaš nesrečo, ti žival razbija avto, karkoli se zgodi, si kriješ vse stroške sam, to pa spet veš, da so 10 000 evrov pri razbitem avtu, sploh če je to neki veliki kemper in tak naprej. Se pravi, ne izzivajte nočne vožnje. To ni Miami, avtoceste, razsvetljave, označbe. V vseh teh državah po noči ni ene luči, jarki ob cesti, živali in pa, kot sem rekla, noč ima svojo moč, privabi, barabinčke, alkohol, kriminala je po noči več in ne svetujem, da se po noči premikate prvič po neznanih destinacijah. Če se ti avto pokvari, boš sam ali brez otrok obtičal nekje sredi noči. Tako da, preprosto, ne se prestrašiti, samo zdrava, kmečka pamet, imeti polne telefone, da boš lahko ga poklical, vedeti, koga se pokliče, imeti telefonsko, ne vem, policije, nekega znanca, pa še nekaj. Skeniraj si vse dokumente, vse. Rezervacije ladij, nastanitev, potni list, osebna, mednarodna vozniška, letalska karta, turistično zavarovanje, poškodbeno, ono, tretjo, vse si skeniraj, imej to nekje shranjeno na Googlu, pa če zaupaš kakemu sorodniku, res dobremu prijatelju, naj ima še on eno verzijo, če do interneta ne boš mogel priti in boš mogel poklicati, ukradli so ti potni list, da obstajajo te kopije nekje, ker se da s kopijo rešiti marsikaj za nadaljno reševanje morebitnih problemov. Tako da, zdrava pamet. Ok. Med pogovorom si omenila zdaj Afriko pa Avstralijo. Kako daleč pa v bistvu v tvojo preteklost segajo potovanja in pa zanima me, kako zmoreš potovati s tolikimi otroki? Kot sva že prej omenila, včasih potujete s 3, včasih s 5, a se bolj na takem potovanju sploh kaj spočiješ? Ja, seveda se spočiješ na drugačen način, saj si mamica, veš, kako to približno zgleda, ampak vseeno bom bolj podrobno podelila ta moj pogled na potovanje z otroki in to, ampak kam segajo te moje popotniške izkušnje? V bistvu sem potovanja vzljubila ali pa so me zasvojila že kot srednješolko. V študentskih letih sem potem res razprla krila in moja mama bi rekla, da sem bila več doma kot v tujini. Dobesedno sem imela celo mladost po 3 službe, da sem pač prihranila, prišparala in vse je šlo v namene potovanj. Bila sem pa od malega že, jaz mislim, da ti to da Bog, tako se rodiš, polna energije, radovedna, vedoželjna, vedno me je pač zanimalo in me še vedno zanima, kaj je za vogalom, kaj se skriva tam. Tako da meni se zdijo potovanja nekako najbolj smiselno porabljen denar, zame imajo veliko vrednost, veliko mi dajo, to je nekako moja res velika ljubezen. Sem pa hkrati tudi zelo organiziran tip človeka, ki ima rada red pa neko strukturo, tako da se potovanj res lotim precej premišljeno. Zelo dobro ocenim stroške, jih predvidim, si določim budžet in razen malih odklopov, v smislu kakšne pozornosti, darilc, hrane, zelo redko odlutamo iz nekega predvidenega budžeta. Mislim pa, da tako kot pri recimo javnem nastopanju, recimo, tvoj nastop na odru bo samo odraz predpriprave v zaodrju prej. Torej, predigra je ključna. Vse je v njej in isto je pri potovanjih. Če narediš dobro domačo nalogo prej, če se pripraviš, razmisliš, narediš potovalni spisek za pakiranje, kljukaš, potem bo potovanje en velik užitek. Če bo pa to vse na hoj ladri, pa boš komaj na poti razmišljal, druga elektrika, joj, ups, to pa sem pozabil, a komarje tudi imajo, pa malarijo, to bojo pa zapleti, ki ti bojo po mojem prinesli slab priokus. Tako da predpriprava je po mojem recept za 90% užitka na potovanju. Kar se pa tiče potovanja z otroki, pa res je, da sem imela neko mogoče drugačno uverturo, glede na to, da je moj mož
takoj, ko sva se midva spoznala, v bistvu je imel zraven svoja dva otroka, en je bil takrat še v pleničkah in sem se nekako hkrati bila vržena v to, hkrati pa počasi imela nek uvod v ta potovanja in potem, ko sva dobivala še ta tretjega, pa četrtega, pa ta petega otroka, se pač počasi si se vsakim nekaj novega naučil, prilagodil, hkrati so najine izkušnje, znanja rasla in pridobivala sva pač neke praktične ideje iz potovanj in moram reči, da se je potem to tako nadgrajevalo. Se veš, otroka ne dobiš tako, da si danes si brez, jutri jih vzameš pa 5 in greš na prvo pot, ampak gre to počasi in moram reči, da so potovanja z otroci zagotovo drugačna. Zbiraš destinacije, ni teh nočnih izletov, pa zabav, pa plesov, pa te mogoče romantike v tem smislu, ampak so pa čudovita, ker ko vidiš te učke sreče, radovednosti, kaj vse te sprašujejo, kaj opazijo, kar ti nisi opazil, mami, glej tam, pa pogledaš, pa viš eno žival, mimo katere si šel in je sploh nisi opazil. In vseeno, glede na to, da me ljudje poznate, veste, ni skrivnost, preveč sem o tem že povedala odkrito, da sem izjemno redoljubna in natempirana doma, kakorkoli potovanja zame so lažja kot domač ritem, kjer je šola, naloge, vrtec, urnik, sestanki, čiščenje, nakupovanje v trgovini, kuhanje, pospravljanje. Veš, tista rutina, tisti ritem, tisti urnik mi je vseeno na potovanju, znam pobegniti, znam si dati duška. Ne vem, kot da bi bil moj ventil, res je to tudi pri meni malo šport, ampak potovanja so tista, kjer pa rečem, zategnjena jasna, ostani doma, ti pa tvoja struktura, pa se saj doma, zdaj pa gremo mi dve na potovanje in sem malo bolj, tista divja, odklopljena jasna in mislim, da je to, kar nam je na potovanjih vsem zelo všeč. Pa bolj smo skupaj, bolj vseeno, kljub temu, da smo podjetnika, pa žal brez telefonskih klicev pa računalnika nismo nikjer, čeprav se to ne vidi na fotografijah, je gola resnica, ampak moram povedati, da vseeno najdemo več trenutkov, več neke naše intime, nekih naših objemov in sreče in verjetno je to tudi razlog, da so potovanja, kljub temu, da je veliko otrok, lepa in čudovita. To si pa zelo lepo povedala in ponudila tudi nek drugačen pogled na te stvari. Katere destinacije pa bi recimo lahko še ponudila najnim gledalcem v prihodnjih srečanjih danes na novo otvorjene serije popotniških doživetij O svoj svet s Triglavom? Že pri prvi destinaciji sem se spraševala, predvsem zato, ker dosti govorim in če bi vzela eno veliko državo, ne vem, kako bi stlačila to v ta najin čas, ki se počasi izteka, ampak okej. Ne vem, kaj vse bi ponudila. Mogoče ideja, da najni slušatelji, gledatelji mogoče predlagajo, ampak mogoče Kolumbija, ne vem, Japonska, Kambodža, Avstralija, Indija, ne vem, Indonezija, Panama, Namibija, Nova Zelandija, ne vem, čudovit Fidži ali pa mogoče vedno enkratna kulinarična Tajska ali pa Kostarika. Večino Evrope bi rekla, Zambija, Zimbabve, Šrilanka, Vietnam, ne vem, Kuba, Amerika, Južna Afrika, Botswana, Brazilija, Maurici, Salvador, Maroko, ne vem, Tajvan, Maldivi, Laos, Argentina. Mislim, veš, v teh 20 letih se je nabralo več kot 100 držav, tako da mogoče tiste, ki so najbolj sveže, ker so informacije najbolj zanesljive in sveže. Zdaj, kaj je bilo 15 let nazaj, je mogoče danes že zelo različno, ampak vseeno mogoče najni gledatelji ali slušatelji povejo njihove želje. Meni se zdi, kaj misliš, Manja, da bi mogoče to bilo najboljše, ker v končni fazi to pripravljamo za njih. Zelo dobra ideja. Torej, imate možnost, da zapišete v komentarje, kam bi si želeli z Jasno popotovati naslednjič. Jasna, jaz pa imam za tebe še eno vprašanje. In sicer, kaj bi svetovala staršem, ki se odločajo, ali pa mogoče so v nekem precepu, ali se podati na pot z otroki ali ne? Kaj bi jim ti povedala? Jaz bi povedala samo to, kar izhaja iz mene, iz mojega srca. Se pravi, jaz bi rekla, da če čutiš, da imaš to notranjo naravo, da te mika, da te firpca,
da ti finance to dopuščajo ali pa da bi se lotil varčevanja za namen potovanja, potem menim, da otrokom skoraj ne moreš dati lepšega, kot pa jim pokazati svet, jim pokazati realnost, jim pokazati multikulturalnost, razumeti, da obstajajo druge barve kože, druga kultura, da je marsikje lepše, marsikje grše kot doma, da so ponekod ljudje veliko bolj revni, lačni, da povsod ne teče pač pitna voda, ne, iz pipe, da so nekje kraji bolj barviti, bolj zanimivi, nekje pa tudi manj, nekje bolj varni, nekje bolj nevarni. In ta širina, ta odprtost do drugih ljudi, do teh situacij spontanih, ki se na potovanju vsekakor vedno zgodijo, do drugih jezikov, da se naučiš biti pozoren, opazovati, kaj je prav, kaj je nevarno, kakšne geste so v določeni kulturi spoštljive, prepovedane, kako upoštevaš njihovo vero, obnašanje. Pač menim, da vse to osvojiti skozi prakso je ena taka bogata popotnica, ki je pač veliko darilo in mislim, da se otroci na potovanjih naučijo več, kot si mislimo. Vidijo, da so naše težave, torej posameznika ali pa celo cele naše male državice, tako majhna pikica na zemljevidu, da se nekako drugače umestijo v velik svet. Menim, da tudi dobijo neko zdravo, razumsko, kmečko, spontano pamet, kako reševati stvari. Počela nam je guma, zmanjkalo nam je vode, ni nam delal telefon. Skupaj smo gruntali, kaj narediti in ne moreš verjeti, s kakimi idejami, ki smo jih mnogokrat uporabili, so prišli otroci na dan. Dostikrat se je treba hipno odločiti. Veš, živeti v središču razvite Ljubljane, kjer otrok reče lačen in čez 2 minuti mu lahko skoraj kjerkoli ob vsaki uri ponudiš hrano. Jaz mislim, da je to odličen trening, ko vidijo, kaj pa pomeni potrpežljivost, ko tega ni, ko morajo probati druge okuse. Mogoče zgleda to kot mučenje nekomu, ki ni tega doživel, ampak to je taka izkušnja, to je taka pripravljenost na vse scenarije življenja, ki še bodo sledili in jih mi danes ne moremo predvideti, da se mi to pač zdi neka šola, ki je šola ne more dati, nekaj daleč od teorije in potovanja pač za otroke so dogodivščina, ki menim, da je dragocen spomin. Moraš vedeti tudi, da otroci nimajo pričakovanj. Pričakovanja so pa tista, ki razočarajo. Če potuješ ali pa se nasploh sveta in dneva nekako lotevaš brez pričakovanj, potem tudi ni razočaran. In ker otroci nimajo še pričakovanj, ker so še čisti, nepokvarjeni, odprti, pristni, so redko razočarani. In mislim, da je strah nas, odrasle, starše, otrok zagotovo ne. Otrok rabi kup mivke pa banano v roko in bo zelo, zelo zadovoljen. Tako da, če imate možnost, če čutite, da bi lahko, da vas mika, potem menim, da je to eno največjih daril za oseben razvoj otroka in za njihov bolj uspešen preboj skozi danes, kaj rečem, težek ali pa spreminjajoč se svet. Kaj pa recimo, ko ste od doma, a gre kadarkoli kdaj narobe? Kaj? Ne vem. Se je kdaj kaj zgodilo ali pa kaj takega, ko vas ni bilo doma? Absolutno. Se veš, tako sem prej rekla, tisti rek, če veliko delaš, kdor veliko dela, tudi veliko greši, ne? Če spiš doma v posli, težko zlomiš nogo, če nič ne delaš, težko narediš naroben dokument in če ne potuješ, gre težko v potovalnem smislu narobe. Če pa potuješ veliko, je seveda statistično možno, da gre kaj narobe. Ampak, ko si ravno omenila, sem se zdaj spomnila, prej sem omenila 4 dni. Ravno na Sejšelih je šlo nekaj narobe. In jaz sem bila kriva. Namreč nisem opazila, spregledala sem, da so mi dan prej poslali opozorilo, da je let prestavljen na 3 ure prej. In smo preprosto letalo zamudili. In veš, prvi občutek je strah, jeza in pa številke, vidiš. Se pravi, novi stroški, nove letalske karte. Ko si glih mislil, da si speljal Sejšele po ceni, si ravno kar videl, da je bilo vse za manj in da boš zdaj plačal nove letalske karte, še 4 dni nastanitve, še 4 dni rentakarja.
vse cote si že razdelil, ostale so ti samo še umazane, hrano, v glavnem strah, šok, finančen strah. Se je pa tu zgodilo res nekaj sreče, namreč letalska družba je pozno opozorila in je celoten strošek letala za nazaj krila letalska družba. Samo tiste 4 nočitve smo si plačali dodatno. Tako da na koncu je z te prve ure, 2 panike, pa slabe volje, pa malo prepira, ker je mož seveda bil jezen name, ne? In zdaj te alarme gleda on od takrat. Skratka, se je potem izkazalo, da je to bilo v bistvu božje darilo, da smo še 4 dni bili v raju. Tako da ja, se zgodijo stvari. Kaj pa kaj bolj groznega, recimo bolj nevarnega, se je kaj takega kdaj zgodilo? To pa zdaj naslednje 3 ure pripovedovanj. Čeprav groznega, da rečem tako zelo groznega, da bi mi ostalo v spominu kot nekaj res izjemno bolečega, ne. So se pa zgodile precej neprijetne stvari, tudi zelo nevarne. Recimo v Indiji sem si med tekom v najbolj odmaknenem, nerazvitem kotičku Južne Indije sem si zlomila nogo z izjemno kompliciranim zlomom. Pretrgal se mi je živec, potrebovala sem operacijo. Komplikacije so bile tolikšne, da sem bila diagnosticirana za paroneosparezo, kar pomeni pretrgan živec, ki dviguje stopalo in moje stopalo je ležalo dol, to pomeni, da ne moreš hoditi. In diagnoza je bila slaba, se pravi, več let sem se mučila z XY možnimi terapijami, da danes hodim normalno, sicer z občasnimi še vedno težavami pa bolečinami, ampak recimo zelo mnoge. Potem v Bogoti sva se znašla v ulici preprodajalcev kokaina in je bilo zelo kočljivo, kako se izmakniti. Potem v Kostariki Gaja je bila stara 6 mesecev, Mija leto pa pol. Sva navigacijo ubogala in peljala čez celo džunglo v noči, v temi, 4 ure pa pol sredi noči in po takem ostrem makadamu, da nam je te skale ali kamni ali kaj je bilo, so nam pojedle gume in nas je bilo ful strah. Na Tajskem smo zalutali in nismo našli Airbnb-ja in ko je Miha ful je lilo, total je lilo, jaz sem bila 7 mesecev noseča, 1, 2, 3 otroci v avtu, Mija stara manj kot 3 leta in Airbnb oziroma ta nastanitev je Miha odprl vrata, lilo in je tekel do Airbnb-ja, da bi pozvonil in so ga napadli psi in strgali hlače in zadnji hip je potegnil nogo nazaj noter, da ga niso dobesedno razcotali. Tako da ja, takih nekih dogodivščin milijon, ampak da bi resno zboleli. Moram reči, pazi to, da v 20 letih potovanj nisem se enkrat zastrupla s hrano ali pa kaj takega in niti enkrat me niso oropali, okradli ali pa da bi izgubila nekaj dragocenega. Niti enkrat mi niso vkradli bobi palčke. Zelo super bi rekla temu in trkajmo, da ostane tako tudi še na vseh ostalih potovanjih. A bi nam za konec povedala še tisti del, mislim, da je edini del, za katerega sem prosila, da se res pripraviš in to konkretno vprašanje tudi napovedala. No? In sicer, kaj so tista neka posebna dejstva o Sejšelih, ki jih mi verjetno ne poznamo? Ja, tudi jaz sem bila nad določenimi, ki sem jih včeraj zvečer pogooglala, presenečena. Mogoče je zanimivo, da po mojem ljudje ne vejo, da so Sejšeli niso tista klasična kopenska masa, ampak spadajo v arhipelag. To pomeni, da obsegajo več kot 100, natančno nekaj čez 130 otokov, ki so razpršeni po tem Indijskem oceanu in ti otoki so edini srednjedelni otoki na svetu, ki so sestavljeni iz granita. To je velika posebnost, torej ponovim, ti otoki so eni redkih, ki so sestavljeni iz granita, kajti ponavadi
so ti otoki iz vulkanske lave. In še večja posebnost pa je, da na tej trdi površini, veš, da granit je trd material, raste ta bujna tropska džungla in to raznoliko življenje. Tako da to je velika posebnost. Potem sem rekla, da od več kot 130 otokov samo 33 je poseljenih, pri čemer govorimo, da na nekaterih od teh 33 živi 5, 10, 15 ljudi. Ne? Potem glavno mesto Sejšelov, kar sem mislim, da omenila, mesto Viktorija, še vedno drži rekord, svetovni rekord za najmanjše glavno mesto sveta. Potem omenila sem, da na Sejšelih živijo najtežje kopenske želve na celem svetu, v divjini, ne? V divjini, mogoče v kakem akvariju, terariju je kak, ampak v divjini so to na celem svetu največje kopenske želve ever. In recimo na otoku Bird Island, kamor tudi lahko greš, pa živi Esmeralda. To pa je želva, ki tehta, čakaj, koliko je že, mislim, da 363 kg in ocenjujejo, da je stara preko 170 let. In pazi, te želve, ti greš med te želve, ti hodiš med njimi, not, ni ograj, ali pa kaj. In ti dobiš take liste, pač te naravne liste od dreves in hraniš te želve in otroci jih božajo in tak, mislim, ful super za otroke, no. Potem, Sejšeli so bili včasih dokazljivo, veliko virov za to obstaja, tudi muzeje temu posvečen, so bili skrivališče piratov in ta en pirat, Oliver, kaj je bil, Lavaseur, ali kako se to po francosko izgovori, naj bi skril več kot $160,000, ki se jih še ni našlo, tako da mogoče to koga inspirira, da se odpravi tja in preizkusi svojo srečo. Potem avtor, Fleming, avtor James Bonda, ne, je recimo prav na Sejšelih v 60-ih letih dobil navdih za celo ono svojo zbirko zgodb For Your Eyes Only. To je cela serija teh zgodb in James Bond ima veliko povezav z Sejšeli. Potem rekla sem, da najdemo samo na Sejšelih na celem svetu največje seme, rastlinsko seme, ne, od one palme, ki tehta lahko preko 30 kg, največjo zabeleženo seme so pa natehtali, da ima 42 kg. Potem še bi omenila, da Sejšeli vseeno spadajo k Afriki, ne, afriškemu kontinentu in spadajo v eno redkih afriških delov sveta, ki imajo brezplačno izobraževanje in leta 1981, ko sem se jaz rodila, je sejšelska vlada naredila, da je šola obvezna do 18. leta in s tem se je njihova pismenost zvišala na 94%, kar je rekord afriških držav, kar je pač wow, ne. Mogoče še omenim, da industrija je turizem, kokos, vanilja, vrvi iz kokosjevih teh, kaj so vlaken, potem gradijo čolne, izvažajo pa ogromno perutnine, sladkega krompirja, tapioke, banan, tunine in to. In pa še zadnja stvar, ki se jo spomnim, je, da Sejšeli imajo zelo malo turistov. 300 do 400 tisoč. Navdušila si me. Res, iskreno, vse pohvale za lepo povedano pač dejstva in pa predvsem iz srca, iz prve roke povedano, kaj vse si opazila in kaj ste doživeli. Kako bi ti zaključila, recimo, kaj so ti Sejšeli dali, kako so se te dotaknili? Veš, kaj sem zdaj začutila? Da bom po mojem šla nazaj. Kako bom moža prepričala, ne vem, ampak najbrž bo to naslednja skrivnost. Sejšeli so torej duet potovanja in aktivnih premikov ter ležanja in uživanja. Naj samo še omenim, 18-lukenjski golf, jahanje konjev, ribolov, jadrnico se lahko voziš, najameš, potapljanje, surfanje, plavanje, vanilija, kapioke, kopre, čaj, plantaže čaja, pridelava ruma, skratka toliko barvitih stvari, da enostavno ne moreš zgrešiti, ampak
v enem stavku pa malo je kotičkov, ki so tako biotsko bogati, krasni, čisti, varni, s krasnim podnebjem, ki si jih lahko narediš poceni, če si iznajdljiv, in ki še nimajo mase turistov. To je tudi zato, ker njihova vlada omejuje število prihodov turistov, pa poroka na Sejšelih je v Sloveniji priznana, tako da morda pa ideja za poroko za koga. Tako da dajte si priložnost, Sejšeli ne razočarajo. To je moja zaključna misel. Odlično, hvala ti za veliko koristnih nasvetov in mislim, da sva kar dobro otvorili prvo serijo popotovanj o svoj svet s Triglavom, tako da se že veselim najinega naslednjega druženja. Hvala, Manja, tudi tebi, da si bila danes z mano, mislim, da nam je šlo dobro. Vsem skupaj pa želim, da bodite srečni, zdravi in pogumno korakajte v svet.